V državnem zboru danes obravnavajo predlog novele zakona o državni upravi, s katero bi nekateri samostojni uradi in službe vlade prešli pod pristojnost ministrstev. Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič meni, da je taka reorganizacija nujna, z njo pa ne bi dosegli tako proračunski prihranek kot bolj učinkovito opravljanje nalog. Poslanci imajo na dnevnem redu tudi predlog novele zakona o posojilu Grčiji, s katerim se znižuje obrestna mera in podaljšuje obdobje odplačevanja že izplačanih posojil držav evrskega območja. Nadzorni svet nove kreditne banke Maribor pod vodstvom Dušana Jovanovića danes opravlja pogovore z zadnjima kandidatoma za predsednika uprave druge največje državne banke. Po nekaterih napovedih naj bi nadzorniki že danes odločili, kdo bo banko vodil prihodnje. V medijih se omenjata dve imeni: direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc in nekdanji predsednik Ada Tomaž Toplak. Začela se je dvodnevna mednarodna romska konferenca v organizaciji Evropske romske zveze in Zveze Romov Slovenije. Njen namen je opozoriti na težave romske skupnosti. Opozorili bodo tudi na elemente zaščite Romov, ki naj bi jih ponujala Unija glede na lani sprejet program ukrepov za Rome in glede na zakonodajo, ki jo je sprejela tudi Slovenija. Tako bodo govorili tudi o politični emancipaciji Romov v Evropi, viziji razvoja romske skupnosti v Evropi, romski kulturi in jeziku ter izobraževanju Romov v Sloveniji. Na oddelku za reproduktivno medicino so v pričakovanju 5000 otroka spočetega z biomedicinsko pomočjo. Njihov center se danes uvršča v sam vrh po številu otrok rojenih s pomočjo zunajtelesne oploditve. Tako tudi ni naključje, da je mednarodno strokovno srečanje, na katerem so številni tuji in domači strokovnjaki predstavili novosti in izkušnje z tega področja, potekalo prav v Mariboru. Po podatkih je v Evropi z biomedicinsko pomočjo spočetih že okoli 5 milijonov otrok. Številke v bistvu same po sebi ne povedo dost. V bistvu najverjetneje je ta številka zelo pomembna za starše, ki so postali starši, pa njihove starše, ki so postali dedek in babice. Torej najverjetneje bolj pomeni v smislu enega družinskega življenja teh 5000 družin. Seveda smo pa ponosni, da se je to zgodilo, ker na začetku nihče ni verjel, da bo to sploh kakšna metoda pomembna za zdravljenje bolezni reproduktivnega trakta. Danes pa res 5000 otrok, če me vprašate, kaj pomeni globalno, ne pomeni mnogo, ali pa pomeni dost. En promil vseh otrok je spočet v Mariboru na svetu. V Škofji Loki se je nekaj pred 6 uro zjutraj zgodila huda prometna nesreča. Trčila sta avtobus in tovornjak, 10 ljudi je poškodovanih, 4 huje. K sreči naj ne bi bil nihče v smrtni nevarnosti. Trčenje je bilo tako silovito, da je tovornjak prevrnilo, avtobus pa zavrtelo in odbilo pod cesto v grapo. Kaj natančno se je zgodilo, policija še preiskuje. Po neuradnih informacijah namreč ni deloval semafor. Alpske smučarke so se ustavile v švedskem Oreju na predzadnji postaji svetovnega pokala. Pravkar poteka druga vožnja današnjega veleslaloma. Po prvi je na vrhu Američanka Lindsey Vonn, Tina Maze je bila po prvi vožnji z zaostankom 64 sekunde na 5. mestu. Danes in jutri bo pretežno jasno, predvsem danes občasno ponekod zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od -5 do 1, najvišje dnevne pa danes in jutri od 8 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, v vzhodni Sloveniji občasno pretežno oblačno. V noči na ponedeljek lahko pade kakšna kaplja dežja. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Zaradi varčevalnih ukrepov so na Fakulteti za zdravstvene vede ob dobrega profesorja. Mariborski kriminalisti razbili družbo preprodajalcev mamil. Scenski umetnik Janez Janša v Mariboru predstavlja Zidove objokovanja. Bodite z nami ob 18.